Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes je z menoj Darja Majce, govorile bova o njeni multiplosklerozi in pa tudi o slabovidnosti, s katero se sooča že vse od otroštva. Lepo pozdravljeni. Živjo, dober dan. Torej, vrniva se kar v čas vašega otroštva. Torej, takrat ste se srečali z diagnozo slabovidnostjo. Kaj se je takrat dogajalo? Jaz sem diagnozo slabovidnosti v bistvu dobila, ni bila diagnoza slabovidnosti, ampak je bila diagnoza kroničnega uveitisa na očesu. Stara sem bila 6 let, tako da kot otrok itak ne veš, kaj se dogaja, to pač bolj starši vejo. In v bistvu to ni bilo kar iz včeraj na danes, pač počasi se mi je, pojavilo neko vnetje na očesnem ozadju, na kar se je pač to stopnjevalo v samo pač kronično vnetje. In v bistvu slabovidnost ni prišla kar takrat, ko sem bila stara 6 let, ampak se je lepo počasi skozi leta, nabiralo na očesu. So se začele pač neke motnjave nabirati in počasi sem pač izgubila vid. To je bilo recimo od 6. do 12. leta, no, tako da bilo je zelo postopoma, nič dramatičnega, no, v bistvu. Torej, sprva na enem očesu, nato pa se je pojavilo tudi na drugem. Pa bi lahko rekli, da ste bili zaradi te vaše slabovidnosti v otroštvu zakaj prikrajšani? Ne, ker ne bi rekla tega. Kar sem jaz imela v bistvu omejitev, recimo v šoli sem sedela v prvi vrsti, ne vem, učiteljica mi je mogoče malo večkrat kaj pokazala, razložila, ampak če zdaj iz te perspektive zdaj gledam nazaj, je bilo moje otroštvo čisto normalno. Tudi sami vrstniki niso poudarjali tega, Darja slabo vidi, ampak ne vem, so me dojemali kot čist nič drugačno od njih, no. Tako da samih ovir, mislim, da tako otrok tudi še ne dojema, no, da jaz sem ovire, ki mi jih je slabovidnost prinesla v življenje, začela dojemati šele po faksu, mogoče tekom faksa, ko se majčkeno zazreš bolj vase in malo razmisliš, da pa si mogoče malo drugačen od drugih, no. Koliko odstotkov torej vidite? Na levo oko vidim 30%, na desno pa nič, tudi svetlobe ne. Torej, v bistvu to je postal vaš vsakdan, privadili ste se na to in na to v najstniških letih doživeli še eno diagnozo, ki vam je prav tako malo spremenila, torej vaš vsakdan. Ja. Pri 18 sem dobila diagnozo multiple skleroze, simptomi so se začeli že majčkeno prej. In se mi zdi, da je v bistvu multipla skleroza kar tista, ki je bolj zarotirala moje življenje na glavo, kot pa sama slabovidnost. Moram pa poudariti, da ti dve bolezni nista povezani, saj sami zdravniki tega ne morejo potrditi. Gre za dve avtoimuni bolezni in za nobeno od njiju ne poznamo vzroka, tako da načeloma sta to dve ločeni bolezni, ker veliko je pač bolnikov z multiplo sklerozo, ki imajo pa recimo okvarjen očesni živec in zaradi tega izgubijo tudi vid. Jaz pa moram kar večkrat poudariti, no, da nisem izgubila vida zaradi multiple skleroze. Torej, omenili ste, da so se začeli pojavljati simptomi, ki so potem torej privedli do končne diagnoze. Kakšni pa so bili te simptomi? Meni so se simptomi začeli kazati ko sem bila stara nekje 17 let, pa ne vem, pol leta recimo. Najbolj se mi je to začelo kazati pri telovadbi. Kot dijakinja sem zelo rada tekla, oziroma sem bila kar med boljšimi tekačicami v razredu. In je bilo pač to ful v bistvu čudno,
ko kar naenkrat nisem več tekla naravnost, ampak sem z vsemi 4 krili oziroma z rokami in z nogami šla vse malo po svoje. In takrat mi je v bistvu profesorica rekla, da je Darja, kaj pa če bi obiskala zdravnika, tole nekaj ni v redu, a ne. Tako da moj najbolj očiten simptom je bila izguba ravnotežja in koordinacije. Tudi pri zdravniku nisem na eni nogi niti mogla stati. Sicer je pa ta nek krovni simptom, s katerim se spopada tudi večina bolnikov z multiplo sklerozo, je pač hitra utrudljivost oziroma ta neka vsesplošna kronična utrujenost. Ta se nas pa kar drži vsakodnevno. Pa se spomnite torej trenutka, ko vam je torej zdravnica povedala vašo diagnozo, kaj je bilo tisto prvo vprašanje, ki ste si ga zastavili? V bistvu, tudi jaz sama sem se do te diagnoze v bistvu majčkeno po ovinkih dokopala, ker meni ni bilo izrečeno, imate multiplo sklerozo. Dobila sem šla sem skozi določene preiskave, ki so potrebne za postavitev te diagnoze. In na tistem izvidu je pisalo diagnoza demielinizacijsko obolenje. Zdaj sem se spraševala, kaj je to. Šla sem na Google. Google leta 2005. Ja, 2005 ni bil tak, kot je danes, a ne. Je bil malo bolj škrt z informacijami, sploh v slovenščini. Ampak sem se nekako dokopala do te diagnoze, da to bi lahko bila multipla skleroza. Zdaj, samo vprašala sem se v bistvu, kaj sploh je to. Malo sem raziskovala. Prebrala sem, da od tega umrla ne bom in to mi je bilo takrat pri 18 letih ključno. Pogosto se v kakšnih težkih situacijah torej sprašujemo, zakaj jaz ali pa ne vem, zakaj moj otrok. Ste se vi kdaj vprašali, zakaj ravno jaz? Ne, dejansko do teh vprašanj, s temi vprašanji se res nisem nikoli ukvarjala. Zdaj, ne vem, ali je to zaradi same vzgoje ali zaradi teh otroških bolezni, ki sem jih imela že praktično od 6. leta dalje. Nisem se spraševala, zakaj jaz. Vedno se mi je zdelo, da še vse nisem toliko zelo pomembna v tem svetu, da bi si sploh upala zastaviti eno tako vprašanje. Vedno sem rekla, jaz imam multiplo sklerozo, on ima nekaj drugega, ta tretji človek ima nekaj drugega, vsak ima nek svoj križ, če se tako izrazim, neko svoje breme, s katerim mora skozi življenje. Tako da se mi zdi to vprašanje predvsej nepomembno. Pa če bi lahko pogledali torej vso vaše življenje do danes, katere so pa tiste največje ovire, na katere ste naleteli? Največje ovire? Meni se zdi, da v bistvu kot vsak drug človek, ki išče nek svoj razlog oziroma svoj kotiček na tem planetu, se mi zdi, da je bila tudi to moja največja ovira, kje najti sebe s to boleznijo na tem velikem planetu, kam spadam. Spadam med tiste, ki so zmožni, ki so lahko uspešni, spadam med tiste, ki ne bodo nič naredili v svojem življenju. Ne vem, skozi eno tako krizo identitete sem šla s to boleznijo vred. Se mi zdi, da to je bila moja največja ovira. Ta psihološka neka ovira, pa kaj bojo drugi ljudje rekli, kako me drugi ljudje gledajo, ali bom zaradi tega imela manjše možnosti za uspeh v življenju, ker nisem čisto okej. Zdaj, fizične ovire so pa spet nekaj čisto drugega, s katerimi pa se mi zdi, da ob podpori družine, ob podpori partnerja, ob podpori prijateljev se da marsikaj prebroditi. In same fizične ovire niso toliko zelo
strašanske, kot mogoče najprej pomisliš. Torej, kaj bodo drugi rekli, ste že dejali prej. Pa se mogoče kar dotakniva na tem mestu torej predsodkov. S kakšnimi predsodki ste se vse srečevali in morda, če izpostavite kakšnega, ko vas je morda zabolelo? Kot sem rekla, več ob taki podpori ljudi okrog sebe, ki sem jih imela, me kakšen posebno ni zabolel. Čeprav sem se zavedala, da multipla skleroza je na začetku precej nevidna bolezen. Ti moraš v bistvu drugim razlagati, da nisi, kaj je s tabo v bistvu narobe, ker tega in tega ne moreš. Ti moraš nekako dokazovati drugim ljudem. In oni te zelo hitro označijo, da si pa le samo pač len in da se ti ne da tega početi. Zelo hitro. Mene recimo nek tak predsodek zelo spravistira, recimo, da nikoli mi ni bil izrečen na glas, ampak vsi vemo, da si pa kdo to zelo hitro misli. Drug predsodek je recimo pri multipli sklerozi brez ravnotežja. Kot mlada študentka sem šla zvečer zelo rada tudi ven na kakšen žur in sem bila kar prehitro označena, da sem pa pač preveč popila, čeprav nisem, oziroma in nisem bila recimo me varnostnik ni spustil v lokal, zato ker sem pa pač pijana. To se mi je zdelo res eden takih tudi prelomnih trenutkov v mojem življenju, ko sem si rekla, take predsodke pa moramo pač razbiti. Eno izmed pogostih vprašanj je tudi družina, otroci. Tudi vi ste se srečevali s tem in torej povedali, da ste se torej odločili, da sami ne boste imeli otrok. Je bila to za vas težka odločitev? Spet lahko rečem, da to ni bila težka odločitev, ker z diagnozo pri 17 oziroma 18 in predvsej burno obliko bolezni na začetku, jaz to v bistvu nisem niti imela časa izklesati neke želje, oziroma da bi se mi porodila želja po družini oziroma ustvarjanju družine. In ta odločitev, potem, ko je pač dejansko multipla skleroza pokazala svoje zobe, ko sem videla, da v bistvu zelo težko v bistvu poskrbim zase, kako bom šele za otroka, sem to misel čisto odpravila. Seveda se je pa pač pri teh zadevah, pri takih odločitvah najprej potrebno pogovoriti s svojim partnerjem. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Torej, kako je on vse skupaj dojemal? Sta morda že torej od vaših najstniških let skupaj? Ja, v bistvu skupaj sva tudi nekako po diagnozi sva v bistvu postala fant pa punca, pa sva v bistvu zdaj že skupaj tudi 16 let. In kar spoznaš v bistvu tudi s to boleznijo je, da ti je ta opora bližnjih toliko pomembna, da je sama za voljo neke želje po družini ne bi upala, oziroma ne, da ne bi upala, seveda, če bi bila želja res močna, ampak ne bi zamajala tazga odnosa, kot sva ga midva zgradila skozi vsa ta leta, skozi vse spone in padce. Kakorkoli pač na eni točki najine zveze sva seveda pač prišla tudi do tega pogovora, kaj si midva želiva oziroma kako vidva prihodnost. In definitivno moj partner ima pač svoje razloge, zakaj si on ne želi otrok oziroma zakaj se je tako odločil. Ne morem govoriti zanj, lahko pa povem zase, da sem pač precej pretehtala te stvari. In je bilo v bistvu razlogov proti več. Ni bil glavni razlog to, da je nekako znano, da se po porodu ženski z multiplo sklerozo lahko poslabša, ker to ne velja več, tako je bilo včasih. Danes ob spremstvu nevrologa ni več takega tveganja, da bi se ti bolezen poslabšala.
To ni bil moj glavni razlog. Moj glavni razlog je bil, kako bom, ko bom jaz imela slabe dni, kako bo v bistvu moj partner moral pač za vzgojo in za njega otroka dati 150% sebe notri. In potem, ko sva se pač midva pogovarjala, pač moj partner ne bi bil pripravljen dati 150% v vzgojo in v samo njega otrok. Ker pač, kot sem rekla, pač ima svoje razloge, kar se tega tiče. Tako da pač jaz sem šla skozi neke osebne procese, tudi preko pogovorov s prijatelji in starši na vse zadnje. Sem prišla do tega, da v bistvu mene kar najbolj utesnjuje pri tej odločitvi je spet tisto, kaj bodo drugi rekli, kaj bo rekla sosedova Micka, kot pač poimenujem to bitje, ki včasih, namišljeno bitje, ki včasih bdi nad nami, pa nas majčkeno s svojimi tradicionalnimi okviri zavira pri korakih, ki jih pač mi želimo narediti v življenju. No, ampak videti je, da pač kljub tej odločitvi nekateri morda mislijo, da brez otrok ne more biti tako polno življenje, pa vidva sta vendar dokaz, da temu ni tako, živita kar se da polno. Torej, kako izgleda vajin vsak dan, kaj rada počneta? To, da pač otroci, da sem prišla do te točke, da otroci niso pogoj za tvojo srečo, je bila tako rekoč tudi moja revolucija v mojem mišljenju in pogledu na svet, ker sem res tudi to pogledala, sem najino življenje, česa vsega so se kljub bolezni, moji bolezni, ker jaz vedno rečem, da v tej zvezi smo trije, sem jaz, on in še pač multipla skleroza. In se moramo največ v bistvu prav multipli sklerozi prilagajati, bolj kot midva drugemu, Ko sem pač pogledala za nazaj, pač kaj sva vse dosegla in kakšne cilje, ambicije imava še v prihodnosti, se mi zdi, da je ta sreča v življenju pač ne definirajo otrok, ampak toliko enih drugih dejavnikov in mislim, da se pač midva kar drživa tega. Če se morda še dotakneva ene take teme, ki zagotovo je morda ovira tudi za vas. Kako je torej z zaposljivostjo? Prej, ko smo govorili o ovirah, moje največje ovire so se v bistvu pokazale ravno pri moji prvi zaposlitvi, ko sem pač ponosno vršila s tisto diplomo pod komolcem ven iz faksa in sem pogledala, najprej se vprašam, koliko sem jaz sploh sposobna delati ob tej bolezni, ob tej utrujenosti vsakodnevni, ob teh fizičnih nespretnostih, koliko časa sem sposobna delati in kaj sem sploh sposobna delati in kdo me bo sploh vzel, kdo me bo sploh zaposlil. In tukaj sem se jaz lotila do enega počasnega procesa iskanja tega mojega, ker hkrati diplomirala sem iz smeri andragogike, izobraževanja odraslih, in sem še vedno želela na tem področju delati. Seveda to ni bilo kar tako možno in preden sem pač prišla do enih določenih informacij, kaj mi v bistvu pravzaprav pripada strani države, da pač kaj mi lahko omogočajo, katera pravica mi pripada, da jaz vse te stvari ugotovim, pač je tudi nekaj časa trajalo. No in potem, ko sem ugotovila, jaz sem šla takrat po faksu skozi postopek zaposlitvene rehabilitacije, preko katerega sem tudi dobila status invalida, pa neko oceno mojih zaposljivosti.
Takrat sem jaz tudi počasi prišla do svoje prve zaposlitve, kar mi je v bistvu kar dalo veliko ene samozavesti in videla sem, koliko je v bistvu pomembno imeti zaposlitev, kljub temu, da si pač invalid, čeprav v očih določenih delodajalcev pač nisi ravno zaželena, ne. Torej danes ste zaposleni? Ta trenutek, jaz sem spet ponovno v postopku zaposlitvene rehabilitacije, ker sem pa spremenila zdaj smer svojega poklica in potrebujem ponovno pač neko oceno, ali lahko to opravljam. Ta trenutek nisem zaposlena, sem pa na dobri poti, no. Pač upam, da se ta status moj tudi kmalu spremeni. Torej, kljub temu, da zelo slabo vidite, skoraj nič lahko rečeva, ste dolgo časa potrebovali, da ste se odločili za en pripomoček, torej za to belo palico. Kako to, da ste tako dolgo torej potrebovali za to odločitev? Ja, to je tudi pač v bistvu zanimivo, ker jaz se dolgo časa nisem zavedala te slabovidnosti. Kot sem rekla pač tudi na začetku, sem se tega začela zavedati šele tekom faksa oziroma takoj po faksu, potem, ko sem izpeljala zaposlitev in bila v tej zaposlitveni rehabilitaciji. No, in ravno tukaj v tem programu so me takrat najprej tudi napotili k tiflopedagogu, torej pedagogu, ki se ukvarja prav s slepimi in slabovidnimi, ki mi je predstavil pač določene pripomočke, kaj lahko, in seveda mi je predstavil tudi to belo palico, pa sem seveda rekla, ne, jaz tega ne potrebujem. No, par let kasneje sem pa prišla do centra za rehabilitacijo slepih in slabovidnih na Očesni kliniki, kjer so mi ponovno predstavili belo palico, pa še nekaj drugih pripomočkov. Te neke druge pripomočke sem z veseljem vzela, bele palice pa še vedno ne. Ampak potem na enem individualnem razgovoru tam sem se pa odločila za belo palico, ker mi je bila predstavljena. Nisem vedela, da obstaja pohodna bela palica. To, kar jaz v bistvu potrebujem zaradi moje multiple skleroze, tudi neko oporo za mojo, ker sem pač brez ravnotežja in koordinacije. In ta je bila res idealna oblika zame. Torej bi lahko zdaj rekli, da z njo še bolj polno živite? Ja, ker zdaj dejansko upam iti ven sama oziroma v svet sama. Tudi vidim, koliko so ljudje, ki me srečajo, veliko bolj pozorni do mene. Kar sem majčkeno jezna, no, ker zakaj ne bi bili pozorni tudi prej, ko nisem imela palice, pa so me videli, da majčkeno čudno hodim, a ne? Ali pa da tipam da se prijemam zidov in tako naprej. Zdaj, ko imam belo palico, so pa res veliko bolj pozorni, veliko bolj potrpežljivi, no, v bistvu, ko grem čez prehod za pešce, se vsak takoj ustavi, recimo prej sem mogla čakati, da se je pa nekdo ustavil, da sem šla lahko varno čez prehod za pešce. Tako da v bistvu mi je ful spremenila življenje in sem ful ponosna, no, da sem jo vzela za svojo. Torej, vi ste se odločili o svojem življenju spregovoriti na glas, da bi pokazali drugim, da je življenje lahko kljub vsem boleznim, takšnim in drugačnim, lahko lepo. Torej, kje vse najdejo vaše zapise, kje lahko spoznajo še bolj vas osebno? Ja, jaz sem s tem tudi majčkeno zaradi samega študija, kjer se je ful poudarjalo to neko ozaveščanje javnosti o raznih drugačnostih. Tudi zato mi je kar nekako poslanstvo postalo, da ozaveščam o tej bolezni skozi svoje pripovedovanje oziroma bolje kot pripovedujem, pišem. Tako da sem v bistvu že kmalu po diagnozi sem ustvarila blog z naslovom Izgubljena v vesolju. In pač tam pišem, ta blog je s časoma postal vse bolj ozaveščevalen, vedno bolj tudi prepoznaven.
In ja, ljudje me najdejo potem lahko tudi na Instagramu in Facebooku, kjer v bistvu še najlažje skozi neke vsakodnevne pripetljaje razkrivam, kakšno je lahko življenje invalida. Torej, ne konča se. Vedno rečem, multipla skleroza in slabovidnost mi nista ustavila življenja. Mogoče sta mi ga malo omejila, ampak dokler se tem oviram spretno izogibaš oziroma jih prelisičiš, je lahko vse okej. Zasledila sem, da ste dejali, da se vam včasih zdi, da znate biti bolj srečni kot nekdo, ki je zdrav. Ja, ta izjava je sicer majčkeno lahko preveč žaljiva do kakšnega zdravega človeka. Ne govorim, da zdrav človek ne more biti srečen. Samo včasih sem pač opazila, da ne vem, ravno zaradi bolezni, ker se mi je toliko zgodaj vse začelo, se mi zdi, da sem toliko hitreje neko zrelost pridobila, toliko hitreje sem videla, kaj so neke malenkosti v življenju. Videla sem neko pozitivno plat tega življenja veliko hitreje kot pač nekdo, ki se ne spopada z vsakodnevnimi ovirami. Nekdo, ki ne ve, da je dosežek včasih, da pridem iz postelje do dnevne sobe. Ker dnevi so različni. Eni so lahko, dnevi z multiplo sklerozo so lahko tudi kakšen dan samo preležiš, ker ne moreš nič delati. In po takem dnevu ti je naslednji dan, ko se dobro počutiš, Nova zmaga, bi lahko rekli. Tako, mala zmaga, ja. Darja, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, pripeljali v Maribor in z menoj delili torej vašo življenjsko zgodbo. Najlepša hvala za povabilo, z veseljem sem se pogovarjala z vami. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BK TV.